Lepo pozdravljeni in dobrodošli na dogodku Pregled dogajanja na kapitalskih trgih. Ja, v zadnjih dneh smo bili priča kar nekaj pretresom na svetovnih borzah. Kapitalski trgi so izgubili bilijone, volatilnost je bila visoka, pojavila pa so se nova vprašanja o prihodnosti globalnega gospodarstva. In medtem ko predsednik Trump vidi izgube, ki jih povzroča s svojimi carinskimi vojnami kot neko zdravilo za globalna neravnotežja, številni analitiki opozarjajo, da smo mogoče že na pragu nove recesije. Danes bomo zato skupaj z dvema finančnima strokovnjakama pogledali, kaj se dogaja, tako na svetovnih trgih kot pa tudi doma. Predebatirali bomo, kako nas se vlagatelji obnašajo v takih razmerah in pa kaj pričakujemo tudi v nadaljevanju leta. Udeleženci ste lepo vabljeni, da med dogodkom postavljate tudi vprašanja v Q&A box na Zoom platformi. Preden pa začnemo z debato, poglejmo, kakšno je bilo poslovanje Ljubljanske borze v prvem kvartalu letošnjega leta. Tudi letos se je tržna kapitalizacija okrepila predvsem na račun rasti tečajev delnic. Vrednost tržne kapitalizacije delnic se je glede na konec lanskega leta zvišala za 19% in je konec marca znašala dobrih 14 milijard. Predvsem na račun večje količine, torej poleg rasti tečajev, pa se je povečala vrednost tržne kapitalizacije ETF-ov in sicer za kar 80%. Burno globalno dogajanje vplivalo tudi na naš borzni promet in sicer je bil promet prvega letošnjega kvartala zato nadpovprečno visok. Najbolj prometen mesec letošnjega leta je bil februar. Z delnicami se je takrat opravilo slabih 74 milijonov evrov prometa, medtem ko pa je bil povprečni februarski promet zadnjih 5 let slabih 42 milijonov. Prav tako pa je bilo februarja opravljenega največ prometa v letošnjem letu z dolžniškimi inštrumenti in sicer dobre 3 milijone, medtem ko je bilo februarsko povprečje preteklih 5 let slabih pol milijona. Kar 95% vsega prometa predstavlja promet za delnicami prve kotacije. In če primerjamo prvi kvartal lanskega leta in prvi kvartal letošnjega leta, se je promet z delnicami prve kotacije povečal za dobrih 82%, promet z obveznicami pa za 55%. No, zanimivo pa se je z ETF-i promet povečal za dobrih 2000% v letošnjem kvartalu napram lanskemu prvem kvartalu. Če pogledamo pa celotni borzni promet, govorimo o 72% povečanju prometa v prvem kvartalu napram prvem kvartalu lanskega leta. Vsi borzni člani so letos ustvarili več prometa v primerjavi z lanskim prvim kvartalom, pri čemer pa najbolj izstopa porast trgovanja Ilirike, Interkapitala, Vuda in NLB-ja. V primerjavi s prvim kvartalom lanskega leta je Ilirika letos opravila za približno 135% večji promet. Še vedno pa član, ki na borzi opravi največ prometa, ostaja družba Interkapital z dobrih 26% deležem v celotnem prometu. Tudi v prvem kvartalu letošnjega leta so bile najprometnejše delnice Krke. Z njimi je bilo ustvarjenega 44% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto s 24% deležem zasedajo delnice NLB-ja, sledijo pa delnice Zavarovalnice Triglav in Petrola z 9% deležem. Največji porast prometa v prvem kvartalu letošnjega leta napram lanskem prvem kvartalu pa so dosegle delnice družbe Zavarovalnica Triglav in sicer z 284% povečanjem. Glede na porast prometa pa sledijo delnice Petrola, s katero je bilo upravljeno 180% več prometa kot v lanskem prvem kvartalu. Pa če pogledamo donose delnic prve kotacije Ljubljanske borze, največjo rast tečaja v letošnjem letu dosegla delnica Petrola. Ta je do 14. aprila dosegla 33% donosnost, z njo pa je bilo sklenjenih dobrih 2000 poslov v prvem kvartalu. Delnica Krke je dosegla 21% donosnost, v prvem kvartalu pa je bilo sklenjenih dobrih 4500 poslov z delnicami Krke. Delnica Telekoma je do 14. aprila zrasla za 15%,
podobno pa tudi delnica Luke Koper. Z delnicami Pozavarovalnice Sava je bilo v prvem kvartalu letošnjega leta v primerjavi z lanskim sklenjeno za približno 153% več prometa, dosegla pa je 13% donosnost. Sledita ji delnici Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav, ki sta dosegli približno 11% donosnost. Delnica NLB, s katerimi pa je bilo letos sklenjenih v prvem kvartalu dobrih 3100 poslov, pa je dosegla 5% donosnost do 14. aprila. Če pogledamo standardno kotacijo, v njej se letos največ trgovalo z delnicami družb Salus, Unior in Equinox. Unior je dosegel 10% donosnost, delnica družbe Salus je pridobila 9%, medtem pa je delnica družbe Equinox pridobila slabe 3%. Za zaključek poglejmo še gibanje našega benchmark indeksa. Indeks SB Top je letos pridobil dobrih 21%. Za primerjavo je v istem obdobju indeks Eurostoxx 50 pridobil 7%, S&P pa je padel za 4,6%. Če pa pogledamo celotno obdobje od začetka lanskega leta, torej 1.1.2024 do začetka letošnjega aprila, pa je SB Top naredil izjemno kar 55% rast. SB Top Total Return, ki upošteva tudi dividende, pa 65% rast. V istem obdobju je na primer S&P 500 pridobil 12%. Ja, kot vidimo, je kljub pretresom za nami še en zelo pozitiven začetek leta, kjer nadaljujemo tudi tekmo za naziv najdonosnejšega kapitalskega trga. Seveda pa je za razumevanje trenutnih trendov in pa napovedi pomembno razumeti tudi nek širši kontekst dogajanja na kapitalskih trgih. Zato se mi bo tam danes pridružila gospod Tomislav Polonjo, vodja tima borznih posrednikov pri OTP, in gospod Blaž Abe, novinar Financ. Tomi, Blaž, hvala, ker ste danes z nama in lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. No, pa če začnemo kar z aktualnim dogajanjem. Trump je letos začel kar agresivno in s carinskimi vojnami dobro zanihal borzne tečaje. Kapitalski trgi pa so v tej igri izgubili bilijone. Blaž, kako ti komentiraš trenutno dogajanje? Gre po tvojem za neko korekcijo ali znake globje sistemske spremembe? Ja, po tem velikem dnevu osvoboditve, tako kot ga je opisal ameriški predsednik Trump, so ključni indeksi v prvih dveh trgovalnih dnevih izgubili 10%. Potem smo bili tako, jaz rečem, na vlakcu smrti, gor, dol, dol, gor. Tako da trudno je SP 500, mislim, da še 4,8% pod vrednostjo iz 2. aprila, ko je Trump oznanil te carine, kar se mogoče niti ne zdi tako veliko v primerjavi z drugimi velikimi upadi. Po drugi strani pa Trump s temi carinami spreminja globalno trgovino, zmanjšuje učinkovitost, utrjuje pot stagflaciji in povečuje pritisk na makroekonomske kazalce. In iz tega vidika jasno gre za neke sistemske spremembe. Res pa je tudi, da smo v zadnjih dneh oziroma zdaj že v zadnjih 2 tednih videli toliko enih sprememb, da je težko reči, težko napovedati, kaj nas čaka, ne glede na to, kakšen bo scenarij s carinami, ali se bodo na koncu uveljavile mogoče v milejši obliki, kaže, da gre za neke globje sistemske spremembe. Oziroma, če se tukaj še kar navežem na legendarnega vlagatelja Raya Dalija, ki pravi, da smo priča razpadu političnega, monetarnega in geopolitičnega reda, v katerem so doslej ZDA imele glavno vlogo. Tomi, kaj pa ti misliš? Bi se strinjal, da gre za neke sistemske spremembe, za neko dejansko poslabšanje fundamentov, ali misliš, da tukaj ključno vlogo igra neka psihologija vlagateljev, ki jo poganja strah?
Ja, v takih trenutkih je zmeraj najprej psihologija, ne. V bistvu, ko se enkrat zažene strah, ko tale VIX, ne, ki meri volatilnost, poskoči na 60, ne, iz tistih običajnih 18, 20, vemo, da vlada na trgu panika. Zdaj, panika običajno zavlada takrat, ko se stopnja negotovosti močno poveča, ne, in ob tem, ko so se objavile te carine 2. aprila, se je negotovost močno povečala, tako da po tistem petku, pol v ponedeljek, zjutraj so bili indeksi -10% v štartu. Jaz kaj takega še nisem videl, kasneje so končali tam -6, -5, -4. Fundament pa mislim, da pride v naslednji fazi, ne. Mogoče samo kot zanimivost, ne. Danes je ASML objavil rezultate za prvo četrtletje, prihodki so se zmanjšali za milijardo. Potem drug primer Nvidia, ko je napovedal Trump, da tale procesor H20, ki so ga do zdaj lahko prodajali na Kitajsko, ne bojo smeli več, oziroma bo to podvrženo neki deklaraciji, protokolu in tako naprej, so napovedali 5,5 milijarde izpada dohodka. In tukaj se pa že vidi ta fundament, iz katerega bo potem, bi rekel, delničarji začnejo preračunavati nove prihodke, nove dobičke in na tej osnovi pol skušajo vzpostaviti nove primerljive ciljne cene. Se pravi, omenil si Nvidio, ki je kar oblikovala dogajanje oziroma rast indeksov v preteklem letu. Ampak če pogledamo dogajanje na trgu, izgleda, da nobena naložba ni bila imuna tem pretresom. Zdaj, kakšno je bilo tvoje mnenje? Mogoče kakšna naložba bila neupravičeno prizadeta? Ja, mislim, po dolgem in počez se je prodajalo na začetku, verjetno tudi zaradi tega, ker so se kakšni margin calli pojavili ali pa odlivi iz ETF-ov in podobno, no, tako da je, ko se ta spirala začne, je milijon enih dejavnikov. Če pa pogledamo potem, kaj je dejansko padlo in za koliko je padlo, ne, dejansko bi rekel, tehnologija seveda je tukaj pokleknila. Na drugi strani pa niso toliko pokleknile kakšne osebne storitve, gradbeniki in podobno, tako da trg je pol zelo hitro naredil eno diferenciacijo. Ja, se pravi, trgi so na splošno kar kruto padli v letošnjem letu, pa Blaž, misliš, da lahko že govorimo o neki krizi? Smo na robu nove krize oziroma, če primerjaš s preteklimi, v čem bi se trenutna situacija razlikovala? Ja, v preteklosti smo videli že kar nekaj kriz, velika depresija 1929, črni ponedeljek 1987, potem vemo Lehman Brothers 2008, nazadnje močno udarila še pandemija. Ampak kaj dela to krizo, oziroma recimo korekcijo, krizo, ja, na neki način krizo trgov tako drugačno od ostalih, je mogoče to, da je do nje prišlo zaradi odločitve enega človeka, zaradi politične odločitve, sicer predsednika ZDA, najbolj pomembne države na svetu, ki sicer pravi, da ga v bistvu trgi ne zanimajo, celo njegov celo njegov finančni minister, Scott Bessent, sicer upravitelj hedge skladov, za katerega so mislili, da bo Trumpa nekoliko brzdal, je ob teh upadih, ne vem, tisti dan, mislim, da je bilo 4-5%, izgubil SP500, pa je rekel, pa ne, meni se to ne zdi nič posebnega. Tako da ne glede na to, kaj je v Trumpovi glavi, gre za na neki način zelo nenavaden začetek krize. Prav tako pa mogoče zadnja dva upada, torej korona 2020, pa tudi 2022, ko smo imeli medvedji trend, sta bila bolj ostra, torej imeli smo večje izgube v krajšem obdobju, medtem ko, če pogledamo zgodovinsko krize v preteklem stoletju, so bili upadi ponavadi manjši, ampak so se vlekli dlje časa. Tako da glede na to, kar gledamo zdaj, je mogoče to tudi eden od scenarijev. Navsezadnje krizo velike depresije 1929 so prav tako povzročile v bistvu carine. Okej, kakšna kriza nas čaka oziroma ne, bo pokazal čas.
ampak mimo letošnje korekcije pa vseeno ne moremo. Bi rekel, da je ta korekcija tudi neki indikator, da je pred vrati recesija. Zdaj, sama po sebi korekcija še ne pomeni, da je recesija. Res pa je, da se takrat zelo hitro in zelo na glas začne govoriti o recesiji. In tudi tokrat praktično vse večje banke na Wall Streetu so takoj zvišale verjetnost recesije. Mislim, da pri JP Morgan, mislim, da so bili prvi, ki so oznanili recesijo v ZDA za drugo polovico leta. Nekaj negotovosti je bilo na trgih že prej, in tak šok s carinami je zagotovo cene porinil še bolj navzdol. Zaradi uvedbe teh carin se pričakuje nižje dobičke, kar bi v nekem domino efekt scenariju vodili do poslabšanja makroekonomske slike. In če bodo te carine res vodile v neko globok in dolgotrajen šok, dodatno še izgubo zaupanja v ekonomske politike, potem verjetno to je nek signal. Meni se trenutno velik signal zdi to, da na Wall Streetu, če gledamo mnenja analitikov, najbolj pogost izraz je negotovost. Skratka, vlada velika negotovost in če dlje časa stojimo na trhlih temeljih, obstaja velika verjetnost, da se bo enkrat nekaj sesulo. Sicer pa recesijo ponavadi pospremimo z inverzno krivuljo donosnosti, o tem bo pa verjetno povedal tudi kaj Tomi. Mogoče, Tomi, tvoje mnenje, recesija bo, ne bo, kriza bo, ne bo. Kakšne indikatorje ti ocenjuješ, da so najpomembnejši pri ocenjevanju tega tveganja za nastanek recesije? Zdaj, mogoče, če začnem tako to zgodbo s Kitajsko, s zadnjimi podatki, ki so jih objavili za prvi kvartal. GDP jim je, bruto domači proizvod jim je zrasel 5,4%, potem industrijska proizvodnja 7,7%, prodaja na drobno 5,9%, izvoz v marcu 12,4%. To kaže na to, da so se trgi oziroma trgovinski partnerji pripravljali na te carine, ne, in da so se prej, bi rekel, veliko poslov sklenili, ne. Dejansko, kaj se bo pa zdaj zgodilo, bo pa zgodba nekoliko drugačna. Trgi nekako ocenjujejo, da lahko se zgodi, da s kitajskimi proizvodi se preplavi Evropa, kar pomeni, da Evropa ne bo imela problemov z inflacijo. Na drugi strani so pa ocene v Evropi, da v evroobmočju govorimo, da naj bi se bruto domači proizvod letos povečal za vsega 0,9%. Včeraj je ECB korigirala iz 1,1 na 0,9. Če bi obveljale te carine, ki jih je Trump si zamislil, lahko pa pademo v kakšno tehnično recesijo z 0,1% minusa, no. Tehnična pomeni vsaj 2 kvartala negativno. Tako da jaz iz tega stališča bi rekel, da neka tehnična recesija da, neka globoka verjetno ne. Mogoče čisto na koncu še mogoče indeks nabavnih menedžerjev, ne, v evroobmočju je nad 50, kar pomeni rast gospodarstva. Res pa je, da se predelovalna industrija zaenkrat še zmeraj krči, sicer zmeraj manj. Na drugi strani pa, da ta indeks je, bi rekel, nad gladino, nad 50 zaradi storitvene industrije, ki se pa povečuje. Tako da, če bi z enim stavkom rekel, verjetno bomo se vrteli okrog nule, ja, v Evropi v letošnjem letu. Okej, pa če zdaj probamo pogledati dolgoročno. Blaž, kaj misliš, kako globok in dolgoročen vpliv misliš, da bodo imele te trgovinske napetosti med Ameriko in Kitajsko na globalno gospodarstvo in kako pomemben bo zdaj odziv Kitajske v tej enačbi? ZDA in Kitajska sta ključni gospodarstvi sveta, tako da iz tega vidika zagotovo gre za nek velik globalen vpliv. Tudi vlagatelji so najbolj pozorni ravno na dinamiko med ZDA in Kitajsko, se bi lahko vsako izboljšanje, poslabšanje na tej relaciji premaknilo to celotno zgodbo s carinami. In če se ta carinski scenarij uresniči, potem bo svet zagotovo veliko bolj fragmentiran,
manj globalno povezan, kar pomeni zmanjšanje globalne trgovine, s tem tudi upad globalne gospodarske rasti, potem motnja v svetovnih dobavnih verigah, kot je Tomi že prej omenil, primer Nvidie in omejitev teh čipov, in vemo, da je Nvidia podjetje, ki lahko premakne trg. Potem globalno manjše povpraševanje po energentih, kovinah, surovinah, nafta je izgubila 14%, mogoče lahko gre še nižje. Carine verjetno pomenijo tudi, da bodo države selile podjetja, ključno proizvodnjo, bližje, torej nearshoring oziroma svojim zaveznicam. Recimo Apple je napovedal, da bo selil proizvodnjo v Indijo. Glede odnosa Kitajske, mislim, da se Kitajska ne bo kar tako oddala. To bilo z njihove strani zelo ponižno, vendarle iz njihove perspektive so oni globalni hegemon. In tako kot je tudi danes, Trump je vrnil žogico Kitajcem, in njihov odziv je bil v bistvu, da zahtevajo neko mero spoštljivosti, ki jo Trump zaenkrat ne kaže, še hujše je njegov podpredsednik Vance, ki mislim, da je celo uporabil izraz sužnji za Kitajce. Tako da mislim, da bo Kitajska zavzela neki pragmatičen položaj, zavedajo se, da Trump v tej carinski zgodbi išče trofejo, in verjamem, da bodo svojim odzivom bolj vzdržani in da bodo trpeli, kot se bo le dalo. Nekako Evropa se je pa znašla vmes med tem bojem. Tomi, kaj pa ti misliš, kaj bi ta dolgotrajen trgovinski spor med Ameriko in Kitajsko pomenil za EU z vidika izvoza industrije in pa kaj misliš, da lahko ta globalni trg prenese toliko sočasnih napetnosti, torej tako trgovinskih, energetskih in geopolitičnih? To je zelo zanimivo vprašanje, ne. Jaz mislim, da Kitajci nas bojo preplavili s svojimi izdelki, kar pomeni, da v Evropi bomo lahko imeli tudi deflacijo. Kar se tiče energije, nafta je močno padla, sicer Trump pritiska, da bi kupovali njihovo nafto in plin. Dejstvo je, da plinska skladišča so manj napolnjena kot običajno v tem delu sezone v Evropi, je pa cena plina trenutno ugodna. Tako da bom rekel, ta strah pred recesijo in zmanjšanim povpraševanjem po energentih trenutno nam celo pomaga, da so energenti dosti ugodni, ne. Zdaj pa vse skupaj sestaviti, vse te vojne, take in drugačne, seveda pomeni tisto, kar smo rekli na začetku, živimo v zelo negotovem svetu. In v takem svetu vlagati v lastniški kapital ni enostavno, ne, ker zelo težko izračunaš nek predvidljiv donos. Tako je, ja. Mislim, kakršnokoli stanje že je, definitivno ni, ne moramo govoriti, da diši po neki stabilnosti, ne. Pa vse nekako, če skušamo predvideti, kako bi se pa odzvala, kako se bodo odzvale centralne banke, ne. Tomi, kakšen sem po tvojem mnenju zdaj prihodnje poteze ECB-ja, ki so mogoče še toliko bolj nepredvidljive posledično zaradi Trumpa, torej poteze ECB-ja in Feda, misliš, da nas čaka dodatno sproščanje ali zategovanje? Zdaj, jaz mislim, da ECB, mislim, da naslednje zasedanje je že jutri, terminske pogodbe napovedujejo za 0,25% znižanj, ključna obrestna mera, tako da bi prišli na nivo iz 2,5-2,25 na 2,25, 2,0. ECB govori o neki nevtralni obrestni meri, ki jo, bom rekel, oziroma iz 2,5 na 2,25 bomo zniževali zdaj jutri. Govori pa ECB o neki nevtralni obrestni meri med 1,75 pa 2,25. Jaz mislim, da na koncu leta bomo tam nekje 1,75. Gre se preprosto zato, ker bo ta rast v Evropi skoraj ničelna, da je smiselno z ravno, bom rekel, monetarno politiko pomagati gospodarstvu. Zdaj, kar se tiče Feda, ne, Fed še kakšen mesec nazaj ali pa dva smo pričakovali za 125 pik znižanje obrestno mero,
Trenutno kaže, da v maju ne bo znižanja, da bi pa do konca leta za 0,75% se znižala. Amerika, vsaj napovedi so, da bo imela probleme z inflacijo, zaradi vseh teh carin, celo michiganski enoletni indeks za napoved inflacijo kaže celo inflacijo za čez eno leto 6,7, ne, kar je že kar malo strašljivo, no. Tako da ja, je pa mogoče čisto na koncu zanimivo to, no, ne glede na to, da imamo v Evropi toliko nižje obresti kot v Ameriki, se pa nam evro močno krepi proti dolarju. Pa mogoče, če se ravno na to navežem, če ostanemo pri Evropi, dobili smo vprašanje, pa mogoče Blaž, če lahko kar tebe prosim, v primerjavi z letom, v primerjavi s krizo leta 2008 in pa prejšnjimi finančnimi krizami, a bi ocenil, da je EU enako bolj ali manj odporna? Verjetno sem premlad, da bi sploh lahko tole dobro komentiral, ker v času tiste krize še nisem kaj veliko vedel o tem. Mogoče Tomi lahko tukaj skočiš. Jaz mislim, da vselih v Evropi iz preteklih kriz smo se nekaj naučili, da ECB ima kar nekaj nabora ukrepov, ne, v smislu odkupa obveznic, programa, poceni posojil in podobno, ne, če si bi res kriza močno poglobila. Tudi fiskalni ukrepi, samo kot primer, Nemčija je z novo vlado predvideva za 500 milijard fiskalnih ukrepov, kjer naj bi oživila, bi rekel, naložbe v infrastrukturo, v podnebne projekte, tako da nekaj smo se naučili, no. Ostajamo optimisti. Ja. V redu, udeleženci v primeru kakršnihkoli vprašanj, še enkrat dobrodošli se, da jih zastavite v Q&A box. Mi se bomo pa medtem preselili na naš domač priljubljen slovenski kapitalski trg. Seveda vsi ti dejavniki, ki smo jih omenili, imajo zelo močan vpliv na naše odprto slovensko gospodarstvo in pa pač naš kapitalski trg. Tudi SBI Top je na tisti krvavi ponedeljek zdrsnil za skoraj 6%, ne, ampak vseeno ima pa letos z dobrimi 21% kar lepo donosnost, ne, kot sem prej omenila, ima v istem obdobju indeks Eurostoxx 50 7% donosnost, S&P 500 pa je padel za dobre 4%. Mogoče Blaž, kako ocenjuješ odpornost slovenskega kapitalskega trga v primerjavi z regijo? Ja, jaz sem v luči carin trenutnega dogajanja gledal, koliko je indeks SBI Top upadel v primerjavi z ostalimi ključnimi globalnimi indeksi, z indeksi po evropskih državah, in mislim, da nisem našel države oziroma indeksa, ki bi upadel manj, kot je upadel SBI Top. Zaokrožila je tudi tista lestvica iz Financial Times, kjer pa Slovenija označena kot država najmanj izpostavljena ameriškim carinam. Ampak tam je bilo v bistvu, se je gledalo, kakšna je izpostavljenost do ZDA, mi smo še vseeno zelo izpostavljeni recimo do Nemčije, ne, tako da je mogoče neki neposreden vpliv, tako da kar se zgodi drugje, se zgodi tudi pri nas, mogoče z nekim zamikom. In tudi vemo, če pride do nekega pretresa, je na Ljubljanski borzi lahko težava z likvidnostjo, tako da ne bi rekel, da je naš trg kaj bolj odporen. Mogoče Tomi, imaš ti kakšno stališče glede tega, kako varen je naš slovenski kapitalski trg v luči teh vseh zunanjih dejavnikov? Ja, tako, če gremo čisto fundamentalno, pol gremo pogledat delničarje, kdo bo dejansko prodajal, kadar bo panika, ne. Imamo, bi rekel, kar velik delež institucionalnih investitorjev, ki so dolgoročni investitorji, potem imamo fizične osebe, ki večinoma kupujejo delnice že zaradi dividendnih donosov. Tako da tistih prav paničarjev, ne, if you panic, panic first, jih ni ravno veliko, no. Dejansko pa, bom rekel, borzni posredniki, ko delamo teste ustreznosti in primernosti pri strankah,
jih opozarjamo na tveganje padcev pri lastniških vrednostnih papirjih, kot ena, in kot dva jih opozarjamo, da naj vlagajo dolgoročno, ne. Pa Tomi, če ostanem kar pri tebi, slišali smo, da so največjo donosnost letos dosegle delnice Petrola, in sicer kar 33%. Tudi delnice Krke so zrasle za lepih 21%. Kakšno vlogo, bi rekel, da imajo te naše največje družbe, kot so Krka, Petrol, Luka Koper, pri tej stabilnosti domačega trga, ne? Kdo bi rekel, katere družbe bi rekel, da vlečejo trg navzgor, katera pa so mogoče pred majčkim večjim pritiskom? Ja, zdaj, zagotovo je Krka tisti paradni konj našega trga, no, bi rekel, v vsakem portfelju se znajde, pa so pa seveda te ostale iz SBI topa, ki, bom rekel, se zaradi dividendnih donosov, zaradi konec lanskega leta napovedi, bi rekel, rasti in prihodkov in dobičkov v letošnjem letu, nekako spodbujajo vlagatelje, da vlagajo v te delnice. Po drugi strani je to naš domač domicilni trg, ne, običajno, če se gre nekdo stock picking, ne, običajno najprej pogleda na domači trg, firme, ki jih pozna, ki jih spremlja in jih potem tudi pač kupi. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno, no, za razmislek za naprej, da bi še kakšen ETF bil vzpostavljen s strani institucionalnih vlagateljev, ki bi vlagal v slovenske delnice, v delnice slovenskih indeksov. Ko si omenil institucionalne vlagatelje, koliko pomembna se ti zdi ta vloga, ki bi jo potencialno lahko domači institucionalni vlagatelji lahko odigrali v luči te stabilizacije tudi domačega kapitalskega trga? No, zagotovo so tukaj vzdrževalci likvidnosti, dobro bi bilo, da jih bi bilo mogoče celo več na posamezni delnici. Potem odlično se mi zdi odkup lastnih delnic, da ne gremo samo izplačilo dividend, ampak tudi, da upravljamo z lastnim kapitalom ravno na ta način. To se mi zdita dva pomembna segmenta. Pa ti, Blaž, kako bi ocenil vlogo teh domačih institucionalnih vlagateljev? Ja, prav tako kot je povedal Tomi, mislim, da nimam kaj drugega za dodati. Pa mislim, definitivno ne smemo tukaj pozabiti tudi pokojninskih skladov, ko si omenil, da se treba vprašati, ne, kdo je na koncu investitor v te naše naložbe oziroma v to našo borzno košarico, ne. Se vam zdi, da mogoče bi pokojninski skladi lahko tukaj odigrali majčkeno pomembnejšo vlogo, tudi pri stabilizaciji in pa likvidnosti? Mogoče Tomi, če. Ja, zdaj, veš, tako je, ne, vsak sklad ima neko predpisano investicijsko politiko, ne, in se jo dosledno drži, ne. Ali mu jo zakonodaja predpiše ali jo si interno predpiše in se jo drži. In dostikrat se zgodi, da skladi preprosto rečejo, ta trg je tako majhen glede na vse ostale trge na svetu, da potem vlagam tukaj samo par procentov, ne. Zdaj, ena varianta je, da potem narediš ETF ali pa da narediš vzajemni sklad, ki vlaga samo, ne vem, v določeno državo, ali pa in podobno, ne. Pač stvar investicijske politike in produkta, ki bi bil zanimiv, bi rekel, za domicilne vlagatelje v domicilni trg. Saj tako, kot si omenil, ne, par procentov pa par procentov, to potem na koncu vseeno vpliva na neko končno likvidnost, ki je na našem trgu relativno nizka, ne. Kako bi pa ocenila, da ta nižja likvidnost našega trga vpliva potem posredno tudi na zanimanje tujih vlagateljev, poleg domačih? Ja, mislim, jaz bi rekel, da je vpliv tukaj zagotovo negativen. Kot je v bistvu prej že Tomi rekel, mogoče če se navezam na izkušnjo, v tujini sem se pogovarjal z enim upravljavcem večjega sklada, in je dejal, da ja, nelikviden trg, majhen trg, nepoznan trg, nima razloga, da bi tja vlagal, ker lahko se opeče, ampak to je pa to.
Tudi na enem izmed nedavnih dogodkov smo lahko slišali, kako nek sklad ne povečuje pozicij v Sloveniji zaradi nizke likvidnosti, ker je težko prodati, ko ima enkrat večjo količino delnic. Ja, kot je bilo rečeno, imamo pa še vse, imamo hrvaške pokojninske sklade, imamo norveški pokojninski sklad. Ja. Ja, to mi bi dopolnil. Ja, drugače je treba preprosto, mislim, da pridemo iz tega obrobnega trga v trg, kako se že reče, emerging market. Ne znamo slovensko povedati, ne. Trg v razvoju, razvijajoč se trg, ne. Ja. Bom rekel, moramo povečati promet, likvidnost, fino bi bilo tudi, da še koga privabimo na borzo, ne. Ne vem, to, kar so Romuni naredili na temo elektrogospodarstva, jedrskih elektrarn in podobno, ali pa tudi, ne vem, podnebne spremembe, ESG in podobno, in imamo veliko podjetij, ki imajo, ne vem, se ukvarjajo s sončno energijo in podobno, ne, pa še kakšen drug, bi rekel, podjetje, ki je v svetovnem merilu zelo zanimivo, če ga bi uspeli skotirati na borzo, bi bilo super. Ja, nekako je vse te naše želje skušalo nasloviti tudi Ministrstvo za finance, ne, s to svojo strategijo razvoja kapitalskega trga, ne, in našemu trgu ne bi se obetale kar neke pomembne spremembe, ki bi posledično lahko tudi vplivale na večjo likvidnost, ne. Že lani je Ministrstvo za finance začelo z izdajo recimo ljudskih obveznic, ne, letos smo dobili že drugo. In tudi že lani smo opazili ta trend povečanega zanimanja za obvezniške naložbe, ne. Letos pa je bilo napram lanskemu četrtletju, prvemu četrtletju še za 55% več prometa z dolžniškimi naložbami, ne, napram lanskemu prvemu četrtletju. Tako da to vi ste, OTP je en izmed organizatorjev izdaje ljudskih obveznic. Kako na splošno gledaš torej tudi na te, na dolžniške inštrumente in ali bodo v teh negotovih razmerah v času te povečane volatilnosti postali mogoče celo bolj atraktivni za konzervativne vlagatelje v Sloveniji? Ja, mi smo s tem projektom začeli 2 leti nazaj, smo rekli, želimo pomagati oživiti trgovanje z dolžniškimi papirji na Ljubljanski borzi in smo se postavili kot vzdrževalci likvidnosti na zakladnih menicah in pa na nekaterih obveznicah. To je nekako z roko v roki gre tudi, da sodelujemo na primarnih avkcijah zakladnih menic Ministrstva za finance in omogočamo tudi fizičnim osebam, da vpisujejo na avkcijah, in seveda je pol Ljubljanska borza kot sekundarni trg, na katerem lahko kupiš ali prodaš iste vrednostne papirje, gre to z roko v roki, ne. Ni enostavno, ni enostavno začeti skoraj nule, ne, pa priti potem do nekaj milijonskih oziroma 10-milijonskih zneskov, ampak ja, veliko je treba vzeti si časa za to, da poučiš vlagatelja, da razume primerjavo med depozitom in pa držanjem, na primer, obveznice do zapadlosti, ko se izogneš tržnim tveganjem. In moram reči, da ti tipi investitorjev, ki so nekoliko bolj konzervativni, počasi razumejo, ne, da je to zelo zanimiva alternativa depozitom, niso pa to investitorji, ki bi pol vlagali v lastniške vrednostne papirje. Blaž, kaj pa ti misliš oziroma kaj bi recimo priporočil nekim malim vlagateljem, kakšen delež naj bi imeli v dolžniških naložbah, nek povprečen vlagatelj? Ja, zdaj za to neko klasično razmerje alokacije velja 60% delnice, 40% obveznice. Mogoče ta alokacija zdaj v zadnjem obdobju ni bila tako popularna, pa bo zdaj mogoče spet, ker vlagatelji v času nekih tveganj, ko diši po recesiji, iščejo zavetje v obveznicah, da si predstavljam, da je trenutno v portfeljih vlagateljev se znašlo v zadnjem času kaj več dolžniških vrednostnih papirjev, zagotovo pa tudi v portfeljih slovenskih vlagateljev zaradi ljudske obveznice. Ja, a bi en mesec nazaj drugače odgovoril? Bi manjši delež namenil dolžniškim naložbam? Povsem možno, ja. Tomi, kaj pa ti misliš?
Ja, zdaj, kakšen delež naj bo obveznic, delnic in podobno. Slovenski vlagatelj v splošnem na Ljubljanski borzi zmeraj vlagal samo v delnice, ne, in je bil to kar mal problem ob padcih. Počasi razume tak vlagatelj, da je dobro hedžati portfelj s tem, da imaš neko sidro, ne, v dolžniških vrednostnih papirjih, kjer imaš nek konstanten donos skozi obresti. Še posebej, če si naštimaš en pameten duration, tako da v bistvu držiš te vrednostne papirje dolžniške do zapadlosti. Tako da se stvari spreminjajo. Ja, prej sem omenila te poteze Ministrstva za finance z namenom oživitve kapitalskega trga in ena izmed njih je tudi uvedba INR računov. To vi ste tudi najbrž v težkem pričakovanju implementacije oziroma uvedbe teh računov in ravno včeraj je tudi vlada objavila predlog zakona. Kakšen pomen pa bodo po tvojem mnenju imeli INR računi za slovenski kapitalski trg in ali misliš, da bo varčevanje v takih produktih predstavljalo neko resno konkurenco naložbenim varčevanjem ali pa skladom in depozitom? No, mi na OTP banki smo optimisti, računamo, da pač povsod po svetu te račune imajo, nekateri že 20-25 let, če govorimo o Angliji. Je zanimivo, da od začetka ti računi so bili zelo zakomplicirani z neko predpisano naložbeno politiko in tako naprej. To se močno poenostavlja, posebej v skandinavskih državah. Mi smo šli v nek kompromis, mislim, da v Sloveniji, tako da prvo leto mislim, da bo 20.000 možno vložiti, potem pa vsako leto po 5.000 brez predpisane naložbene politike, 5.000 pa potem v slovenske naložbe, s tem, da zgornja meja bo 150.000. No, je pa pri takih stvareh pomemben ta, bi rekel, davčni vidik. 15% davek ob izstopu na razliko, kaj si dal noter, kaj si potegnil ven, pa da dividende in obresti niso obdavčene, oziroma mislim, da je obstalo, da po 15 letih prvo izplačilo, ne, je neobdavčeno. Tako da, ja, nekaj novega, nekaj davčno bolj zanimivega, mislim, jaz pozdravljam to iniciativo. V redu, pa če gremo nazaj k malim vlagateljem. Pri tem investiranju, ne, INR sledijo enake logike nekega dolgoročnega investiranja. Torej, ko govorimo o investiranju, je za obrestni račun pomemben nek ta element dolgoročnosti, ne. Ampak v tem obdobju, ko na borzah vlada strah, denar kar, beži iz borz. In tudi nedavno smo imeli ta tako imenovan krvavi ponedeljek, ko je padel praktično celoten svetovni delniški trg. In ker že večkrat poudarjamo, ta pomen finančne pismenosti, še posebej pri malih vlagateljih, Tomi, kaj bi ti svetoval malim vlagateljem, kako naj se dolgoročni vlagatelji oziroma investitorji obnašajo v tem okolju, v tem negotovem okolju? Ne kupujejo, čakajo, prodajajo? Zdaj, mi, ko delamo teste ustreznosti z, bi rekel, neprofesionalnimi vlagatelji, jih opozorimo, da vlaganje v lastniške vrednostne papirje je za daljše obdobje 3 do 5 let ali še raje več kot 5 let, nekaj dolgoročnega. Da kupujejo naložbe, katere prej preučijo, pogledajo, tako da bi rekel, prej kakšne molzne krave kupujejo kot pa startupe, če kupujejo že delnice z eno dobro dividendno donosnostjo. Zdaj, prodajati ob takih panikah, pač if you panic, panic first, ne. Če se ustrašiš, prodaj takoj. S tem, da običajno, bom rekel, če imaš neko v redu podjetje, ki je že dolgoročno na trgu in ga poznaš in ima dobro dividendno donosnost, je škoda zganjati kakršnokoli paniko. Na drugi strani pa me sprašujejo, okej, kako pa kupovati, če si pa imaš del denarja, ne, si če pravijo Američani v cash poziciji, ne, cash is the king.
kako kupovati, ne? Ali si razporediš, da postopoma kupuješ, ne? Si razdeliš to po tednih. Druga varianta je pa, da enostavno kupiš ETF-e, ne? Pač trg ti zgrmi, indeks ti zgrmi, kupiš ETF na indeks, pa rečeš, ok, mislim, da mi je vsaj delno uspelo. Blaž, kaj pa ti misliš, potrpežljivost v današnjih časih? A je še smiselno dolgoročno razmišljati? Ja, predstavljam si, da mora biti zelo težko ostati miren, takrat, ko se toliko enih stvari dogaja, danes hitro v medijih, vidimo naslove, nas zagrabi panika, in mislimo, da moramo hitro ukrepati, narediti neke, spremembe. Ampak ravno to mogoče še bolj, poudari na drugi strani potrpežljivost in pa dolgoročni vidik. Če smo potrpežljivi, še ne pomeni, da smo pasivni, in kot vemo iz zgodovine ali pa knjig, lekcij, starih borznih mojstrov, so vlagatelji na trgih poplačani zaradi vztrajnosti, potrpežljivosti in ne hitrosti. Kdor se je panično odzval v krizi 2008, ne vem zdaj točno, kakšen je podatek za SP500, ampak mislim, da če si zgrešil 30 dni, bi bil danes tvoj donos 70% manjši. Tako da se zagotovo splača potrpeti to bolečino, zato da na koncu dobimo to nagrado. In če je naš portfelj skladno pozicioniran z našimi dolgoročnimi cilji, potem kar kratkoročno to ne bi smelo vplivati na strategijo. Glede strategije bi imel kakšen ločen nasvet za mogoče bolj konservativne in pa na drugi strani aktivne vlagatelje? Verjetno je za oba dobro, da najprej zadihata, da evalvirata, svoj portfelj, da se na tej točki vpraša, ne, zakaj se sploh, vlaga, kakšni so, naši cilji investiranja. V nobenem primeru, tako kot je že Tomi rekel, da se ne sprejema paničnih, odločitev. Verjetno se daje vse večjemu pomenu diverzifikaciji, geografskemu kot tudi, sektorskemu. Tako neki konservativni vlagatelj bi verjetno gledal neke anticiklične delnice, zdravstvo, farmacija, komunalne storitve, potrošniške dobrine, hrana in tako naprej. Verjetno bi povečal delež, delež obveznic v portfelju. Aktivni vlagatelj bi pa verjetno, več tvegal, poskušal izkoristiti, volatilnost na trgih, poceni nakupe, mogoče potem, hitro unovčiti neke dobičke, s kombinacijo kratkih, dolgih pozicij. Tukaj za mano je naš vlagatelj Maks. On se je odločil, da se bo kar delal, mrtvega, verjame v svoje naložbe in bo preprosto čakal, da ta nevihta mine, in bo kvečjemu kupil, katero od svojih, dokupil katero od svojih, obstoječih pozicij, ne bo pa iskal novih raket. Ja, hvala ti še za, ta vpogled v razmišljanje, vlagatelja Maksa, ki ga tudi na Ljubljanski borzi z veseljem, spremljamo. Mogoče, če se navežem še na vprašanja iz publike, bom kar delila vprašanje. Ali je Kitajska potiho že prevzela vlogo svetovnega voditelja od ZDA in ali lahko pričakujemo v roku 20 let menjavo rezervne svetovne valute iz ameriškega dolarja v kitajski, juan? Kaj mislite? Mogoče Tomi? Sem že toliko časa na trgu, da se ta vprašanja ob vsaki krizi pojavljajo, no. Ja. Ampak na koncu še zmeraj dolar ostane rezervna valuta, no. Tudi, Arabci so že probali za svojo valuto, za nafto, pa jim tudi ni šlo, ne. A bo evro mogoče rezervna valuta, ne? Tako provokativno vprašanje. Okej. Kakšen vpliv pa bi imela revalvacija zlata na bilanci, ZDA na ceno zlata in splošne gospodarske pogoje?
Ja, to so že enkrat delali, ne, ali kako v 30 letih. Drugače pa pri zlatu je zanimivo, ne, 300 je danes prebilo, ne, unča zlata, merjeno v dolarjih, napovedi so, ne vem, drugo leto 3.500, 3.704 celo tisoč dolarjev za eno unčo. Zakaj? Dejstvo je, da centralne banke so, ne vem, še 5 let nazaj je povpraševanje mesečno bilo tam 18 do 20 ton, zdaj je 70 do 80 ton. Dejansko realokacija iz, ne vem, tudi dolarjev v zlato se dejansko dogaja. Tako da zlato je zopet tista rezervna valuta, ki je ob času katastrof tudi katastrofična valuta. Pa če mogoče, Tomi, ostanem kar pri tebi eno majčkeno bolj specifično vprašanje. Glede zakonodaje na področju obdavčitve vrednostnih papirjev, torej dobičkov, iz kapitalskih dobičkov. Vprašanje, ali je na vidiku kakšno zmanjševanje s trenutnih 25%, kar bi pripomoglo tudi k likvidnosti borze z vidika vstopa novih vlagateljev. Ja, torej Mogoče tvoje mnenje, kakšen insight in pa mogoče mnenje, koliko bi bilo to nujno potrebno. Hrvatje po 3 letih nimajo obdavčitve kapitalskega dobička, ne. Ja. Tudi ta 15 let, pač bi bilo smiselno skrajšati ali pa kakorkoli že, no, ampak da ne bom preveč filozofiral, INR-ji so začetek, ne. Na INR-jih imamo 15% na to, kar vložimo in kar povlečemo ven. Samo na tisto, kar povlečemo ven, 15%, pa na dividendi in na obresti ni davka na INR računih. Tako da jaz mislim, da je to absolutno v pravo smer ravnanje. Mislim, razen tistega prvega izplačila, ki je pa neobdavčen, ne. Ampak Tako, to je vseeno pa 15 let je le več kot 3, ne. Tako, ne. Mislim pa, da je verjetno zakonodajalec šel v tej smeri, da je tudi na splošno, ne, po 15 letih ni obdavčeno, bom rekel, izplačilo, ne. Tako da so neko analogijo vlekli zaenkrat. Dobili smo še eno vprašanje iz publike, ali lahko pričakujemo, da bodo delnice Ljubljanske borze dostopne na platformi TradingView. Jaz žal te informacije nimam. Tomi, če imaš ti kakšne insajderske drugače pa. Jaz samo to lahko povem, da mi imamo platformo, na kateri, torej OTP banka, na kateri lahko v realnem času spremljate Ljubljansko borzo in kupujete in prodajate in tudi svoje posle gledate v realnem času. Tako, mogoče, če še kakšno vprašanje iz publike, lahko kar na tem mestu. Evo ga, še eno majčkeno bolj specifično. Glede na to, da so se slovenske delnice znašle tudi na Interactive Brokers, se iz davčnega vidika bolj izplača odpreti in kupiti slovenske delnice pri ponudnikih trgovalnih računov v Sloveniji. Kakšna je razlika in se v primeru dividend davek plača le v Sloveniji ali tudi v državah, kjer se je nakup teh delnic opravil? Ja, to bo vprašanje za Interactive Brokers. Jaz lahko samo povem, da slovenski borzni posredniki ob izplačilu dividende slovenskih podjetij odvedemo davek 25%, to je dokončen davek, in potem tudi, bom rekel, izplačamo strankam neto izplačilo in ni treba to nikjer prijavljati. V teoriji, ne, v teoriji pa v tujini lahko se jim zgodi, da jim splačajo bruto znesek in potem morajo sami prijaviti konec februarja dividende prejete v tujini in bo potem davek odmerjen v Sloveniji. Kako pa to odmerjajo v tujini, pa ne vem. Če ga tudi tam, potem pa lahko nastopijo meddržavni sporazumi in morajo pa uveljavljati razliko po meddržavnem sporazumu. Tako da kakorkoli, če si na tuji platformi, je to lahko malo bolj komplicirano. Ja, definitivno nimajo še nekega okenca za stranke v Sloveniji, kamor bi lahko naslovili ta vprašanja. V redu, mogoče še kakšno vprašanje iz publike.
Drugače pa bomo počasi pogledali v našo kristalno kroglo, kaj pričakujemo za naprej, kaj pričakujemo za nadaljevanje leta 2025. Mogoče Blaž, če s tabo začnemo. Pričakuješ še pretrese, nove korekcije ali pričakuješ neko stabilizacijo kljub Trumpu? Jaz sem kar optimist, sicer si predstavljam, da bo kakšen mesec, dva, bo še volatilnost vztrajala. Potem pa mislim, da se bodo morale stvari počasi skristalizirati. Trenutno se mogoče res zdi, da ekonomski plan, ki ga ima Trump, nima smisla. In ta plan ima lahko smisel samo, če se on res zaveda, da ta pot res nima smisla in da ima v mislih kakšno drugo. Torej, če mogoče ta njegova zaostritev le pogajalska taktika. Ampak Trump tudi verjetno ne bo mogel v nedogled voditi politike, ki bi tako močno tepla trge. Kot vemo, v ozadju ameriške politike so vseeno vplivni lobiji, in če bi šlo enkrat to mogoče predaleč, kot sem prej rekel, to je bila res zdaj taka precej unikatna, nenavadna odločitev, oziroma posledice te odločitve, so zatresle cel svet. Tako da bi se verjetno lahko tudi Trump premislil, omilil svojo ekonomsko politiko, in upam, da se bodo v drugi polovici leta stvari sestavljene, nekako poklople in da mogoče v ospredje pridejo faktorji, za katerih je prej borza po njegovi izvolitvi rasla, torej liberalizacija in pa davčna reforma. Tomi, kaj pa ti misliš, kaj nas čaka? No, jaz mislim, da če bo šlo zlato tako gor, bo je verjetno tudi rudniki zlata kaj prosperirali, no, če tako malo špekulativno. Ker naslednje vprašanje je bilo, kam bi Tomi stavil, tako da si mi že odgovoril. To je bolj, ampak rudarsko to je res usmerjeno. špekulacija, ne. Jaz še zmeraj mislim tudi umetna inteligenca, da bo naredila svoje, no, sploh Okej. storitve v oblakih, analize v oblakih in podobno in vse, kar je s tem povezano, da to bo prosperiralo. Kar se tiče Amerike, mislim, da se bo v nekem trenutku pojavilo vprašanje zadolževanja ZDA, potem tisti klif, ki ga zmeraj znova v proračunu grejo čez in potem Trump do zadnjega čaka s podpisom. Tako da spremljati na eni strani, bom rekel, razmerje evro-dolar, na drugi strani donos ameriških obveznic, pa evropskih, pa ta diferencial. Marsikaj bomo skozi to lahko prebrali, v katero smer grejo stvari, ne. Verjetno smo pa zdaj na začetku enih takih trdih pogajanj, ki se bojo pa, upam, s časoma omilila. No, pa še za konec najbolj retorično vprašanje, pa kaj bi rekla, da bo tisti game changer do konca leta? Neka monetarna politika, geopolitične spremembe ali carine in Trumpova carinska vojna z Kitajsko? Mogoče Blaž? Jaz bi rekel, da je Trump s temi carinami kar posegal mislim, zagotovo posegal v mednarodno trgovino, tudi mednarodno politiko, da se kar naenkrat vsa ta razmerja, ki so bila mogoče prej toliko let zakoličena, zdaj na novo odprejo. In tudi ne smemo pozabiti, še vedno poteka vojna v Ukrajini, ki je šla mogoče zdaj malo stran iz fokusa pa radarjev zaradi carin, potem Kitajska, Tajvan. Te napetosti ostajajo, tudi Evropa, ZDA, spremembe v Evropi, investicijske, mislim, da bo geopolitika na tapeti. Tomi? Ja, bi se strinjal s tem, ne, da stopnjo negotovosti je treba umiriti ali pa na drugi strani si prilagoditi nanjo, ne. Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja in dostikrat je to potem rešitev. Ja, super, najlepša vam hvala za odgovore, no, s tem smo nekako tudi že izpolnili naš časovni obseg dogodka, tako da še enkrat najlepša hvala Blaž in Tomi za udeležbo danes. Hvala za povabilo.
Ja, Hvala vam. hvala pa tudi vam, dragi udeleženci, ki ste bili danes z nami. S tem smo, kot sem omenila, prišli do zaključka današnjega dogodka. Ne dvomim, da ste dobili neke pomembne vpoglede v trenutno dogajanje in upam, da smo vam majčkeno pomagali pri navigiranju vaših odločitev v nadaljevanju leta. Tako da vsekakor vas lepo vabim, da se nam pridružite tudi na naših ostalih dogodkih, ki jih lahko zasledite na spletni strani Ljubljanske borze. Tako da se na tej točki od vas lepo poslavljam in vam želim lep dan še naprej. Nasvidenje.